Spoštovani gledalci in gledalke Studia Bistrica, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji si lahko ogledate predavanje o cesarici Sisi, predstavitev knjige Zlatke Dreo Zdravje po naravni poti, 56. mednarodni pokal pohorskega bataljona v judu, 11. memorial Stanka Topolčnika. Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je pretekli četrtek gostila predavanje z naslovom Cesarica Sisi med mitizacijo in realnostjo, ki ga je izvedla v sodelovanju z zgodovinskim društvom dr. Jožeta Koropca Slovenska Bistrica. Prvo slovensko biografijo znamenite cesarice, ki je šla pri Cankarjevi založbi, je napisal dr. Gregor Antoličič. Avtor je na predavanju predstavil življenjsko pot avstrijske cesarice in skušal odgovoriti tudi na vprašanje, kakšen odnos je Sisi imela do Slovencev in kako so Slovenci gledali nanjo. 2 leti nazaj smo imeli na knjižnem sejmu v Ljubljani eno okroglo mizo o biografiki na Slovenskem s posebnim poudarkom o biografiki seveda Habsburžanov. Na tej okrogli mizi sem jaz sodeloval, dr. Ahten, pa še nekateri drugi zgodovinarji. In naravno, ko smo sedeli tam v enem kotu na knjižnem sejmu, je bil vis-a-vis štand, če tako rečem, mladinske knjige, kjer je bila na velikem plakatu ta skrajno desna fotografija, to je v bistvu gre za serijo, ampak je po tej seriji bil napisan tudi roman o Sisi. In se mi je malo, bom rekel, razjezilo, da tako ugledna založba, kot je Mladinska knjiga, v mojih očeh prevaja take šuntromane, ki z resnično Sisi nimajo kaj dosti skupnega, razen, bom rekel, imen in nekih osnovnih podatkov. Potem sem naslednjo jutro poklical direktorico Cankarjeve založbe, sem rekel, Alenka, zdaj bi pa se mogoče, ko smo se že kdaj pogovarjali o Sisi, lotil pisanja biografije, ali lahko, ali boste podprli, in je rekla, ja, no in potem sem se lotil intenzivnega raziskovanja obstoječe literature, ki je seveda zelo obsežna v nemško govorečem svetu, seveda in ob posameznih obiskih Dunaja, seveda tudi raziskovanje v dunajskih arhivih, da bi našel mogoče še kar pred mano kdo ni našel. Zdaj, kot veste, seveda glede na veliko zanimanje za Sisi, ne samo na podlagi serij in filmov, ampak tudi knjižne produkcije, je seveda, bi rekel, v nemško govorečem svetu ena hiperprodukcija, po mojem mnenju, knjig. Jaz vsako leto, če grem na Dunaj, si lahko kupim vsaj eno novo knjigo, v kateri ne na kaj dosti novega zvem. Ker bolj ali manj vse moderne knjige posvečene Sisi temeljijo na 2 monumentalnih biografijah o njej, ki sta nastale. Prva v obdobju med obema svetovnima vojnama, ki jo napisal Egon Cesare Conte Corti, ki je seveda ni imel na razpolago še veliko arhivskega gradiva, ker so še bili arhivi zaprti, je pa še živelo kar nekaj ljudi, ki je Sisi osebno poznalo in je pač na tej osnovi gradil svojo knjigo. Dobrih 40 let za njim, konec 70-ih, v začetku 80-ih let, pa druga monumentalna biografija nemške zgodovinarke Brigitte Hamann, ki pa je res prečesala arhive od Avstrije, Nemčije, Švice, pa še kje, Madžarske, in napisala to monumentalno biografijo, na kateri, bom rekel, vsi gradimo. In seveda, moj vidik, ali pa, bom rekel, tudi interes Cankarjeve založbe, da se torej ne odloči in naredi prevod ene izmed vseh teh silnih nemških knjig, je bil ta, da v teh nemških knjigah nimamo slovenskega pogleda na Sisi, oziroma nekih odgovorov na vprašanje, kako je Sisi gledala na Slovence in kako so Slovenci v času njenega življenja gledali na njo. V knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je pretekli ponedeljek predavala avtorica knjige Zdravje po naravni poti Zlatka Dreo. Slovenije Bistričanka je predstavila obsežni priročnik, ki ga mnogi strokovnjaki označujejo kot najcelovitejšo sodobno knjigo naravnega zdravljenja v Sloveniji in celo v tujini.
Avtorica je razložila praktične primere, preproste naravne rešitve in pristop, ki človeku vrne razumevanje svojega telesa. Kako to, da ste se odločili, da napišete prav to knjigo? Zaradi tega, ker se mi je ogromno znanja nabralo ves ta čas, namreč od 2010 se skoraj vsak dan učim o naturopatiji, se pravi naravnih tehnikah zdravljenja, in so mi več kdo rekel, da je škoda, da tega znanja ne bi bilo nekje zapisanega, in sem se tega lotila pred 2 letoma, drugače pa sem že prej zapiske pisala, tako da imam enih 1200 strani sem napisala. Kaj je po vašem mnenju ključnega pomena, da ohranjamo naše zdravje? Ključnega pomena je predvsem, da ohranjamo imunski sistem, ki je v bistvu naš motor, ki nas brani pred zunanjimi negativnimi vplivi, in v bistvu zdravje je naša največja vrednota, za katero smo sami odgovorni, ne zdravniki. Bi nam dali kakšen nasvet? Ja, treba je skoraj vsak dan nekaj delati na sebi, predvsem na zdravju, saj sprehodi ali pa poštudiraš, predno greš pojesti hamburger, kaj se ti lahko čez leta zgodi. Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je predavanje organizirala v sodelovanju z društvom zeliščarjev Hermelika. V športni dvorani Slovenska Bistrica je potekal 56. pokal pohorskega bataljona, ki je tudi letos privabil številne judoiste iz Slovenije in tujine. Na tekmovanju so nastopili kadeti, kadetinje ter člani, med katerimi so se z odličnimi rezultati znova izkazali tekmovalci judo kluba Impol Slovenska Bistrica. Med kadeti je za judo klub Impol srebrno medaljo osvojil Jani Černe, ki je z borbenimi nastopi prišel vse do finala svoje kategorije. Najprej smo Janija Černeta vprašali, kakšni so njegovi občutki po današnjem tekmovanju. Občutki so kar dobre, sicer sem si želel prvo mesto, ampak sem naredil napako v finalu, pa malo sodniške pomote, pa to, ampak treniramo dalje, ne, pa konec meseca pa upamo na čim boljši rezultat na državnem prvenstvu. Zanimalo nas je tudi, kako je zadovoljen z delom v klubu ter s trenerstvom. V novem klubu je super, počutim se dobro, vsi sotekmovalci so me super sprejeli. Treningi so odlični, pa s trenerji, pa vsem delom sem zelo zadovoljen. Odlično so nastopili tudi člani judo kluba Impol Slovenska Bistrica, ki so številnimi medaljami v različnih težnostnih kategorijah osvojili skupno prvo mesto v ekipni razvrstitvi. Z zlatimi medaljami so se izkazali Gal Blažič, David Štarkel, Luka Kodrič in Timotej Kos, srebro je osvojil Rok Plešnik, bronasto medaljo pa Miha Brence. Velik del uspeha gre tudi strokovnemu vodstvu kluba. Po tekmovanju smo se pogovarjali z glavnim trenerjem Filipom Leščakom. Najprej smo se s trenerjem Filipom ozrli na lansko sezono in današnje rezultate. Ja, moram reči, da smo lani imeli kar uspešno sezono. Upamo, da bomo letos ponovili vsaj lanske rezultate. Kar se pa tiče današnje tekmovanje, pa vedno uvodna tekma v slovenskem pokalu in za naprej, da vidimo, kaj smo lansko delali in koliko so fantje napredovali. Tako da tudi na današnjem tekmovanju smo zadovoljni, ker smo osvojili večinoma prvih mest. V nadaljevanju nas je zanimalo, kakšni so cilji in načrti kluba za prihodnost. Ja, ciljev imamo veliko, od kadetske vrste, mladinske vrste in članske vrste, posod v teh starostnih kategorijah imamo reprezentante in upamo, da bomo dosegli kakšen videšni rezultat na tem evropskem svetovnem prvenstvu. Na koncu smo ga povprašali še o možnostih, da bi klubski pomladek nekoč nastopil tudi na olimpijskih igrah. Mi imamo vse te mlade kandidate za naslednje olimpijske igre, so čez 2 leti. Dobre, upamo, da se bo kdo približal in osvojil normo za olimpijske igre. Drugi tekmovalni dan je v Slovenski Bistrici potekal še 11. memorial Stanka Topolčnika, kjer so se na tatamih pomerili mladi judoisti od kategorije U8 do U14. O poteku tekmovanja in sami organizaciji dogodka smo se pogovarjali z Anejem Dukaričem. Zanimalo nas je, kako je potekalo tekmovanje in kako zahtevna je organizacija takšnega dogodka. V bistvu danes smo zelo zadovoljni z organizacijo, z nastopi tekmovalcev.
Danes se bo čez celi dan zbralo več kot 350 tekmovalcev iz 5 držav, od tega je tudi naših nekaj več kot 70 otrok. Tako da tudi nastopi naših tekmovalcev so zaenkrat super, upam, da bo tudi naprej tak. Oba dogodka sta znova pokazala, da ima slovenski judo svetlo prihodnost. Judo klub Impol Slovenska Bistrica pa s svojimi rezultati uspešno združuje vrhunsko člansko raven in razvoj mladih talentov.